Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. 17. krog pričenjamo s tem petkovim obračunom v Kidričevem, kjer se bosta pomerila Aluminij in Primorje. Zelo pomembna tekma za ene in za druge. Ajdovci želijo nadgraditi uspeh iz prejšnjega kroga, Aluminij pa bo želel danes v tem zares hladnem večeru pozabiti na zadnji krog in priti nazaj nekako v zmagovite tirnice in jasno tudi potrditi razliko na lestvici. Najprej bomo videli pare tega kroga, kaj vse bomo pospremili ta konec tedna, torej danes obračun Primorja in Aluminija. Mura Maribor, jutri o 15. uri tudi studijskim delom na Sportklubu. Demirovič podal z levico proti bližnji vratnici. Demirovič odbil je Sule, pa potem strel. Prvi v okvir gola na tekmi naravnost v Rozmanovo naročje, ki zdaj prihaja do žoge. Dobro so odigrali domačini. Feta ponujal se je spet Svržnjak, ki je dočakal podajo, to je lahko nevarno. Feta pregrava, ni zaključil, pa zdaj Koderman do strela in na pravem mestu Pintol. Feto in Kodermana postavil nekoliko bolj nazaj, zdaj pa priložnost in kako blizu so bili tu vodilnemu zadetku Ajdovci. Simonič v prečko, pa potem še Feta na odbito žogo. Tu smo bili spet zelo blizu temu, da bi pospremili za res krasen zadetek, če bi eni ali drugi povedli. To je povsem logično. Tule zdaj nova priložnost, ampak oglasil se Šmajc. Vendarle samo dva v živem zidu, tudi Feta na pomoč Suleju. Demirovič na polno, ni bilo slabo. Žoga pa v kot. Pred gol, Gneča tik pred golom. Kočar nazaj. Feta gre v prodor, to je lahko nevarno in Pintol je žogo na koncu ukrotil. Žoge. Simonič osredotočen. Simonič, žoga je padala in na koncu padla v naročje Denisa Pintola. Našel je Kodermana. Koderman pravi projektil v kazenski prostor. Feta do strela. In zapravljena priložnost. No, tale akcija stora za Kodermana. Pred njim je Klemenčič, Koderman, dobra podaja in mimo gola je poletela žoga. Svržnjak, krasno preigravanje, strel in Pintol žogo lovi. Tam je bil pripravljen na odbitek. V nevarnem napadu so Ajdovci, tole je lahko priložnost. Gol! Vodstvo za Primorje, krasen prodor v 80. minuti. Tule vidimo Rozmana, ki tokrat ni imel moči, da bi žogo zaustavil. Hitro po zamenjavi pri Aluminiju napadu, pa akcija Primorja za vodstvo. Takole Šaubah ob Išaku, Zavnik je na to podal, ogromno je bilo prostora, nihče ni uspel uloviti Raka, ta pa je natančno zaključil. Šaubahom poglejmo, kaj je. Si gre ogledati Šmajc. Takole Šaubah šel na skok, Išak Rafijo si je pomagal z roko in Aluminij bo tu odrešen. To si upam trditi. Sploh ob tem, ko se pogleda samo tale posnetek. Odrivanje in nič ni z vodstva. Sajtovski. Ampak podaja v kazenski prostor, tu v težkem položaju Blodek. Delitev točk tudi povsem upravičena. 9-6 v strelih za Aluminij, 4-3. Zelo težka tekma, predvsem tudi zaradi samih razmer. Nič proti nič, morda najprej, kako ste zadovoljni z izplenom, z razpletom? Ja, naš cilj je bil vsekakor, da osvojimo 3 točke. Vseeno je neodločeno boljše kot poraz.
se bomo mogli zadovoljiti s tem. In pa ja, v Ljudski vrt po 3 točke, potem naslednja tekmo na polno. Ja, to je to. Mimo razmer ne moreva, kako je bilo danes igrati, zares je kar pošteno hladnote v šumi. Ja, res je, so nekatere stvari, na katere ne moramo vplivati, vreme, mraz. In ja, res ni idealno, ampak boljši bo tisti, ki se bo hitreje prilagodil. Najlepša hvala. Hvala. Mark, zelo zahtevna tekma, razmere niso šle na roko igralcem, ampak najprej greva na obračun. V prvem polčasu, predvsem tistih prvih 30 minut, ste bili konkretnejši. Zdaj v zaključku je bil Aluminij morda nekoliko bliže vašim vratom. Kako ste vi videli srečanje, kako ste zadovoljni s tem, da odhajate iz šume s točko? Glede na prvi polčas bi lahko bili nezadovoljni, glede na drugi zadovoljni. Mislim, da v prvem polčasu preprosto nismo bili dosti konkretni v zadnji tretjini. Ko smo imeli priložnosti, bi mogli zabiti. In hvala Bogu se nam to ni vrnilo. No. Je tudi Aluminij imel take probleme, ampak zahtevna tekma, borbamo za pike in škoda, no, da smo odnesli samo 1 piko. Ste pa drugič zapored vpisali čisto mrežo, to je za vse v obrambi najverjetneje dobra novica, tudi trener bo zagotovo vesel, vem, da je zelo z nasmeškom pospremil tisto prejšnjo tekmo in prvi clean sheet. Ja, definitivno, sploh za zadnjo linijo je to neka motivacija, je to neka, bom rekel, nagrada, da veš, da dobro delaš. Zdaj pa vse, kar preostane, da delamo na zaključkih in razvijanju akcij v zadnji tretjini. Še ena tekma do odmora z vašega zornega kota, pa zelo pomembno, da redno nabirate minute. Kako ste vi prestali tisto zahtevno obdobje, pa zdaj, ko imate spet nazaj zaupanje, se najverjetneje počutite povsem drugače? Če bi hotel vse povedati občutke, zgodbo, bi bili lahko do jutra tukaj. Ampak ja, eno zelo, zelo težko obdobje za mano. Hvala Bogu, lahko rečem, da je za mano. In jaz upam, da bom od tega trenutka naprej se samo še dvigoval, čim več igral in bil vedno boljši na terenu. Najlepša hvala. Hvala vam. Jure Arsič, prvi polčas, predvsem tistih prvih 25 minut, Primorje konkretnejše. V drugem delu ste bili vi v tisti sklepni fazi veliko bližji zadetku. Imeli ste priložnosti tudi v prvem polčasu. Kako ste videli tekmo, kako ste zadovoljni z izplenom 1 točko? Ja, tekma je imela določene valove, ampak generalno gledano je bila zelo čvrsta, kompaktna z obeh strani. Mi smo, mislim, da odigrali taktično zelo zrelo, dobro preučili nasprotnika, v veliki večini tekme to izvajali. Tudi nasprotnik je nudil odličen odpor. Tako da se pravim, bi se lahko zadeva odvila že v prvem polčasu v eno ali drugo smer. V drugem polčasu menim, da smo bili mi tisti, ki smo imeli malo več dinamita in pa fizike, ampak žal tega nismo uspeli materializirati. Na koncu tudi Primorje zadelo, imelo še kako situacijo, tako da menim in mislim, da je remi, kljub temu, da smo mi želeli 3 točke, danes dokaj realni. Kako zadovoljni ste z reakcijo fantov v drugem polčasu po tistem prekršku tam nad Čaubahom, ko se je zdelo, da bi se lahko tekma izrodila, ko je sledilo kar nekaj ostrih štartov na eni in na drugi strani, pa so potem se je zdelo, vaši fantje bili tisti, ki so se umirili in prav po tistih situacijah začeli nizati neke pol priložnosti, dobre akcije. To vas najverjetneje navdaja z nekim optimizmom. Ja, me zelo. Jaz sem od njih to zahteval, da ostanemo fokusirani na nas, da se na stvari, na katere nimamo vpliva, ne oziramo. To je stvar za nekoga drugega, ki ga jaz ne želim komentirati. In pokazali smo karakter, naredili smo še en korak v našem razvoju, v rasti in predvsem menim, da ohranili mirno glavo, ostali pri našem sistemu, pri naših principih, ki smo jih izvajali vse do zaključka zelo dobro, priigrali si kar nekaj situacij, ampak se pravim, splet okoliščin, vreme, vse ostalo je danes bilo podobno težko kot sama tekma. Tako da na koncu moramo biti zadovoljni s tem in tudi zadržali smo ničlo, kar je veliki plus. Gremo naprej. Gremo naprej, naslednja tekma Maribor v Ljudskem vrtu. Tu posebne motivacije ne bo potrebne, najverjetneje najboljši možni zaključek jesenskega dela sezone, da se odpravite na takšno preizkušnjo s fanti. Ja, želimo si vsekakor biti na tem nivoju, ko smo bili danes, kar se tiče osnov.
Kar se tiče osnov, smo bili v drugem polčasu res v individualnem branjenju, v teh drugih žogah zelo kakovostni. Nasprotnikov pusti zelo malo in če bomo taki naslednji teden v Mariboru, lahko pričakujemo dober rezultat, dodatna motivacija pa vsekakor ni potrebna. Najlepša hvala. Milan, pričakovala sva oba pred tekmo, že sva govorila, težko tekmo, veliko boja za druge žoge, tudi vreme je doprineslo k temu, da nekih velikih prekinitev ni bilo, ker nihče ni želel ležati na tleh. Kako ste vi zadovoljni z izkupičkom in pa z igro vaših fantov? Pa na koncu lahko rečem, da sem nezadovoljen z rezultatom, ker mislim, da smo pokazali res dobro igro, čvrsta, bili smo tekmovalni, to smo tudi hoteli, gol razveljavljen, škoda, ampak nimamo kaj, gremo dalje, čez 4 dni imamo novo tekmo, pokal Radomlja in dobro se regenerirati in se pripraviti na tekmo. Kaj reči o razveljavljenem zadetku, kako ste vi videli situacijo, pa ne, da bi zdaj kogarkoli karkoli kritizirali, ampak z nekega zornega kota vaše kariere, branilca, kako ste videli prekršek? Ja, jaz bi prvo rekel, da res ne bi nobenega kritiziral, pač so se tako odločili, kakor so se. Mislim pa, da je čez celotno tekmo puščal sodnik dober kriterij in čvrst in to mi je bilo tudi všeč. Zdaj v tem faulu mislim, da so bili vsi dueli pred tem dovoljeni taki, zdaj ta ni bil. To je moj prvi vtis, nisem pa pogledal, tako da ne morem reči, nisem pogledal video, ne morem reči karkoli natančnega. Iz tekme je ta vtis, da bi lahko pustil, ker je bil pač tak njegov kriterij. Zadetka torej danes veljavnega niste dosegli, ste pa vpisali drugo zaporedno čisto mrežo. To pa je zdaj že nekaj, na čem se lahko gradi, da dvakrat zapored ne prejmete zadetka. Strinjam se, ja. Obramba je temelj vsega, na tem veliko delamo, malo smo se adaptirali na neke stvari in to se takoj vidi in fantom vsaka čas, garali so, saj so že prej, ampak mogoče ste ni videli, škoda za današnja, lahko rečem izgubljene 2 točki, ampak ja, na tem bomo delali, gradili čvrsti obrambi in še naprej strmeli k naši igri. Radomlje in potem še Celje za zaključek jesenskega dela, kar zahtevno. Ja, vsaka tekma je zahtevna. Pokal Radomlje, prvoligaška tekma, Radomlje zelo dobri formi, na to Celje. Vsaka bo za nas obe ključni. Hočemo biti tekmovalni, hočemo iti čim dlje v pokalu in hočemo osvajati točke, tako da bo to obe zelo pomembni. Najlepša hvala. Hvala vam.